Glasbena skrinjica. Ja, glasbena skrinjica, Tanja, sem v vaši družbi in dobrodošel tudi moj današnji gost, Stane Vidmar. Stane, lep dober večer. Tanči, Bog daj. Stane, kako se počutiš, ko sva na scenu, pa mucka in tako po domače? Ja, spominjam me na mojo vas, tam, ko sem bil rojen, tega je bilo veliko na teh podih, bi temu rekel. In me je všeč, da sva danes tudi tako poletno napravljena, tako da pozabite na sneh, a ne. Odzunaj, mislim, da je plus 15 faktorjev treba za kremce, vse te stvari, bilo lušte, ne. No, lepo, zelo mi je všeč, torej bi vašo producentko pohvalil za tale dizajn celotne opreme, kar ste pripravili za nocoj, res zelo lepo. Posebej za Staneta Vidmarja. Stane, to pomeni, da ne maraš snega, zime, ledu. Kateri je tvoj najljubši letni čas? No, vsi časi so lepi, vsi časi so v redu, če je počutje človeka v redu. Ampak letošnja zima se mi zdi malo že predolga, ker že 4-5 mesecev drva na gor mečemo, pa kurimo, pa te stvari, malo predolgo mi že. Pa ogromno snega je, ampak prvoščen ga smučarjem, pa te stvari, ampak drugače pa nisem lih prav fan tega, tako kot naš muci ne. Ja, tudi mucki imajo radi toplo. Stane, drugače pa, kot te jaz poznam, sicer glasbeniki velikokrat nastopate tudi ob večerih, ne gre drugače, če pa ni nastopal, pa ti ob taki uri že spiš, ne? Hrkam. Ja, mislim, da sem kar priden ratov z leti, tako da sem se kar malo odvadil ponočevati to in me kar godi vse skupaj. Čeprav je, moram reči, da zima je res malo bolj zelenarjenje, ampak hvala Bogu, da se stvari spreminjajo, tudi delo z glasbo me fascinira in skozi je nekaj novega in se skozi moramo malo nekje popravljati, izboljšvati. Lepo je, če si skozi tudi nekje prisoten na vseh področjih, tudi če govorimo, da je v glasbi, in fajn je, če imaš nove ideje in vse te zadeve in to me nekje bogati in s tem tudi morda osrečujem kakšnega na radio, televiziji Veseljak. Pa se ti kdaj zgodi, da ni inspiracije, ker ti vse izpovedi sam napišeš, da ne veš, kako naprej, da ne gre, čeprav bi rad ustvaril kaj novega? No, malo kasneje bom tudi to povedal, lepo, da si napeljala na to debato. Torej, moje življenje je bilo zelo pestro. Enkrat se mi je sesulo že takrat po smrti mame, ampak hvala Bogu, da v življenju imam, bi rekel, tako sopotnico, govorim o svoji ženi, katera me nikoli ni v bistvu zapustila. Tudi takrat, ki je bilo najhujše, me je stala ob strani in sem vesel, da imam tako gnezdo, tak dom, tudi zraven pri otrokih, da imam dober support in to mi nekje premaguje, ker sem zelo čustveno, torej velike amplitude imam nihanja, zelo sem naspidiran, enkrat me odnese zelo visok, potem pa tudi zelo globoko padem in tisti popravki, ki sem na podnu, so zelo težki bili in kasneje bom tudi marsikaj od tega povedal. Tudi jaz sem dovzeten na te razne bolezni, že dolg časa, od leta 91, tako da se kot mrskešen od vaših gledalcev sooča z istimi stvarmi, kot tudi jaz, tudi mene se primejo te stvari. Naši gledalci in gledalke so si zelo želeli, da prideš k nam v glasbeno skrinjico, seboj pa si prinesel tudi eno zgoščenko, je tako? Ja, bom pa kar tole vzel, da je, prihaja tak lep mesec, torej mesec marc. Čeprav jaz tako zmeraj gledam pozornost do svojih dražjih, ali dekleta, fantje do dekleta, ali možje do žena, ali očetje do svojih soprog, torej do mam, mora biti skozi celo leto, mora biti nekje prisotnost, ampak zdi se mi, da je še zmeraj ta marc nekje, od samega začetka do konca je skozi obarvan v tej pripadnosti in ljubezni do nežnejšega spola. No, in tako sem jaz tudi nekje zapakiral tole mojo 7. knjigo z naslovom Pijan od ljubezni. Če se malo spomnim, torej rojen sem bil 11.11. leto 2011, ki je šla, to je že 2 let pa pol skoraj, ne? Pa 11 izpovedi je, ne? In ko to odprem, katera barva je tvoja, Tanči? Zlata, rdeča?
Kar rdeča. Rdeča, no, ta je tvoja stran, to je pa od tvojega prijatelja, tvojega moža, aj prijatelj je mož. Oboje. Že vse, no, vidiš, krasno, no, vidiš, to sta vidva. Tukaj smo baš dali še manjše srce in noter sem lepo napisal, iskrena hvala, ker prisluhnete mojim izpovedi in se podpišem in ko to odprem, takole, se jo pokaže zlet plošček in tako, ko se je vejna ljubezen začela z enim srčkam, z ene strani ali s tvoje, z njegove in se potem zavrti, tako se plošče vrti in potem rata skupaj kot gnezdo, kot ljubezen, kot dva srčka združena v enega. Ja, prav lepo in drage gledalke in gledalci, naj povem, da je Stane Vidmar to zgoščenko, mi boš podal srček, no to zgoščenko prinesel za vas. Kdo bo dobil tale srček? Čim prej pošljite SMS sporočilo Ves presledek TV in morda tudi željeni videospot na številko 3737. Naj še enkrat povem, Ves presledek TV in željeni videospot na številko 3737, ker če začnemo sprejemati telefonske klice in želje za zgoščenke, verjamem, da jih Stane niti nima vseh seboj. Stane, zdaj pa preden pokažeš vse knjige, tvoje izpovedi, pa si bomo gledali videospot, ko bom zadnjič dvignil roko. Prav, še prej pa povej, kako je ta videospot nastal in kako je nastala pesem. Jaz sem zdaj mislil, da bomo mi zavrteli Črnotančico, Črnotančico, a ne? Katero smo delali tudi v vaši režiji, tudi ti bila so udeležena tukaj zraven, smo to zgodbo delali. Torej, to je izpoved, ki sem srečal pred parimi leti svojo sošolko. Sama je bila z otroki in njena odprava mi dala vedeti, da je hudo nekaj narobe, torej črna barva je svoje izdajala, odhajali so na pokopališče. In ko mi je povedala svojo izpoved in ko sem gledal te otroške obraze, sem sklenil, da bom to nekje ovekovečil tudi skozi izpoved do nje, do marsikatere matere, dekleta ali žene v Sloveniji, ki je doživela podobno usodo, da je izgubila svojega soproga, no in ona je izgubila svoje starše in kasneje še soproga. Ampak teža te pesmi se mi zdi najbolj pomembna, je zadnja kitica, v kateri zapojem: svojo drago zdaj zbujam s poljubi, izpovem ji ljubezen na glas. Nikoli ne veš, komu jutri skrije črna tančica obraz. Še kako resnična misel, zagotovo se vsak najde v njej, pa če mu niso umrli ali niso umrli starši ali pa otroci, pa morda kakšen od bližnjih, ne? Tako je. Pa se ti zdi, da velikokrat ne znamo oceniti tega, kar imamo, morda svojih najbližjih, potem, ko je prepozno, ko umrejo, pa bi naredili vse, da pridejo nazaj. Kako je bilo pri tebi in tvoji mami? Ja, to je tisto, ki me nikoli, čeprav danes si razlagam njen odhod malce lažje, malce manj boleče, ker sigurno pozabijo, nikoli ne bom, ampak da mi lažji pri srcu si tako nekje sam se rečem večkrat, vsak dan se spomnim nano, da z mojo ženo ste se zelo dobro razumeli takrat že, ki je bila mama še živa in mislim, da je mama, ki je videla, da imam v življenju kot partnerico ta pravo osebo ob sebi, da lahko v tem gnezdu ostanem, da lahko živim z njo preostanek svojega življenja, ki je bil prej zelo pester, da je ona v bistvu svojo vlogo matere, ki je bedela, še danes bedi nad mano, zmeraj, da je svojo vlogo materinstva nekje prepustila moji ženi, v kateri je vedela, da bo ravno tako pazila name in nekje mene peljala naprej skozi življenje in tudi učila, ker sem večni otrok, mislim, da nikoli ne bom odrasel in tudi v sebi tega otroka nikoli nočem zgubiti. Ker otroci so zmeraj direktni, pošteno pove, nič ne ovinkar, nič ne šminkira zadeve, ampak je zelo direkten v vseh stvareh in odhod mame si danes razlagam, kot da je mama prepustila svojo vlogo zdaj moji ženi, katera me nekje pelje skozi življenje naprej in jaz sem support v njenemu življenju in me nekje še mrske nauči, ker sem v svojem ne čist normalnem življenju, temu lahko rečem 50 let ali pa 40 let, no, bom rekel temu drugače živu, ker morda tudi nisem odgovornost temu, do drugih ljudi zraven sem živu, ki me tulj po svoje, ampak
Marsikaj se moraš še naučiti in mislim, da tudi ta čas ni za to učenje skozi pravo življenje ni izgubljen. Stane, kasneje boš tudi kako pesem odpel, zdaj pa bomo videli video spot, ko bom zadnjič dvignil roko, pa še kaj povej v tej pesmi. Torej, video spot bomo mi na koncu zavrtali, na koncu daje, ne? Tega, ko bom zadnjič dvignil roko. A bomo zdaj že? A res? No to sem zelo vesel. Ja, torej zakaj? Na tismo srčku, ki smo zdaj midva tole pregledala, pod številko 11 je ta izpoved moja. Ker pritane tukaj na sred. Številka 11 si rekel, ja? Poglej. No in zakaj? Jaz sem dvakrat že zbolel zelo na glasilkah in v letu 2011 sem jaz v marcu izgubil glas. In potem sem me v Ljubljani operirali in torej strah je bil, takoj sem pomislil na najhujše, kar je v življenju, torej glasilka mi enostavno več ni amplitud delala, ni več vibrirala in doktor Hočevarjeva je rekla, Stane, tole bo pa treba operirati, če ne bomo pa mogli kar odrezati stran. No in jaz sem se tega zelo strašil, ampak ona je kot moj angel v belem, je tako rekel, je to stvar tako lepo sanirala in dol porezala vse te stvari in sem bil jaz potem, mislim, da je bila operacija junija, julij, avgust, september, oktober, do novembra sem mogel tih biti in se je tudi epizacija pokazala, da ni tisto obolenje, katerega sem se bal, govorimo pač o raku, največ tako je ta ime. No in zato so te 14 tice na tej plošči. In v novembru sem stopil v studio in posnel teh 11 pesmi, ker sem pa srečo imel v življenju, da me ni Matilda k sebi poklicala, da sem zvozil spet, da so me angeli spet bedeli nad mano. Sem pa potem se odločil, da bom to pesem posvetil našim prijateljem, tudi prijateljcam z glasbenih odrov, kateri smo se leta in leta srečevali, kateri so nas v teh lanskih let ali pa predlanskem letu, predvsej nas jih je zapustil, govorim, da je tukaj o Lojzetu, govorim o Henčku, govorim o Mauserjevi, o Kmetcu, celka pa na krasnih glasbenih izvajalcev, katerih je pa tudi Brendi. To, no, najbolj sem pa hotel povedati, če to, ki sem mi dala pomagala, hvala Tanja, za našega prijatelja, ki ste ga še danes z veseljem poslušate na vseh ali to ploščah, ali kakorkoli, je ta fant ostal z nami in najbolj pa njega, ker toliko ljudi v Sloveniji se je iz njega norca delali in so hodili po njegovemu delu. Sam ta fant je verjel v to delo, katerega je upravljal, verjel je v te pesmi, v svoje izpovedi, malce drugačne so bile kot moje, bolj živahnejše, ampak jaz se ga še večkrat spomnim, ko sem se srečevala na kofetu in rekel, Stane, kako bi jaz sem kot vesel, da bi jaz tudi koncert mu, tako kot ti greš na oder, 2 uri govoriš od svojega življenja in poješ. Pa sem rekel, Brendi, ti še mlad, dale, ti imaš še cajt, ti še vse to lahko doživel, da vsem to delo žal je, vidiš, da pač angeli so ga k sebi poklicali. No in zato bi dale izkoristil in mislim, da se te strinja z mano, da tole pesem, katero sem pod številko 11 zapel, ko bom zadnjič dvignil roko, posvetimo vsem tem fantom, katerih ni več med nami, tudi razne pevke, katere so tudi pokojne in se nekje dostojanstveno, včasih tudi skozi pesem, se poslovimo od njih, čeprav bojo cel življenje z nami in nam pel in jaz zmeraj pravim, kamor utršli, vi ste vsi od zgorej, mi bomo kar še za vam prišli, bomo skupaj gor prepevali in igrali. Tako, zdaj pa je prav zares čas za video spot, ko bom zadnjič dvignil roko in Stane Vidmar. Ko bom zadnjič dvignil roko, ne točite solz za mano, ker mi več ne bo hudo. Vse bridkosti sem zapustil, brez skrbi sem šel v nebo. Ne žalujte, ker že kmalu
vsakdo pride za menoj. Raje čas na zemlji užite, kot sem jaz užival svoj. Ko bom zadnjič dvignil roko in nazdravil vam slovo, tiho, tiho mi zapojte, na srce jokalo bo. Ko zvonovi bodo pili in trobinte jokale, novi dom naročil bodo angeli nosili me. Dvigam čašo za vse tiste, ki so me zatirali. Oni so me naučili najti vse povsod poti. Pa še enkrat za zahvalo naj kozarci zazveni. Tistim redkim, ki z dobroto so do solz ganili me. Ko bom zadnjič dvignil roko in nazdravil vam slovo, tiho, tiho mi zapojte, na srce jokalo bo. Ko zvonovi bodo pili in trobinte jokale, novi dom naročil bodo angeli nosili me. Naj bo zadnja čaša vina za dekleta in ženi, ki so slajše od te kaplje, ki so kdaj ljubile me. Nisem pel najlepše pesmi, zdaj ko se je mimo šlo, se zavedam, da živeti več kot vredno je bilo. Ko bom zadnjič dvignil roko in nazdravil vam slovo, tiho, tiho mi zapojte, na srce jokalo bo. Ko zvonovi bodo pili in trobinte jokale, novi dom naročil bodo angeli nosili me. Ko zvonovi bodo pili in trobinte jokale, se zavedam, da živeti več kot vredno je bilo. Ko bom zadnjič dvignil roko, je prepeval naš današnji gost Stane Vidmar, ki je seboj prinesel tudi zgoščenko, srček v srčku, pa še en srček je notri za tistega izmed vas, ki ga bomo izžrebali takoj po koncu oddaje. Čim prej pa pošljite SMS sporočilo Ves presledek TV in želeni videospot na številko 3737. Tako boste dobili svojo pesem in morda tudi zgoščenko. Lahko pišete tudi na naš Facebook profil ali nas po oddaji pokličete na številko oziroma po pogovoru na številko 01 588 0696. Stane, ti pa v roki držiš veliko knjigo. Atlas ali svetopismo, karkoli hoče. Svetopismo Staneta Vidmarja. Ja. Je to tvoja mama na naslovnici? Tako je. Tukaj jaz sedim za mizo, taka slika je bila na moji knjigi, če bi Bog mi dal moči. Tukaj je pa moja mama. In katera je tista knjiga izpovedi, ki je tvoja mama ni dočakala, ki si obljubil, da jo boš pokazal, pa je umrla nekaj dni pred tem? No,
takole je bilo. To je bila ta prva moja knjiga z naslovom Mati pointi pesem, tukaj so na sliki jaz pa moja mama, jaz kot mladeniče. Mama se je potihem želela, da bi bila še kdaj na sliki, a ne. No in jaz kot prav Gorenc sem kar mamo vzel za pričo, ko sem se poročil, poglejte, to je pri Marijin oltarje na Brezjah in odzadaj tudi oče od žene, torej samo 4, ta prav Gorenca, smo se v avto usedeli in smo šli na Brezje in tam se jaz poročil. Glavno, da drži. Ja, že 16 let in sem zelo vesel, da imam tako krasno družino. No in jaz sem hotel mamo presenetiti, ker mama je po vas govorila, če bo Stane še kdaj kaj posnel, bi pa jaz rada bila na slik. No in jaz sem to pripravil in hčerka Andrejka mi je rekla, lej kar poročno sliko gor, da je pa je mama tudi zdrava, pa še oče od žene, pri Marijin oltarje. No in jaz sem vse tako naredil, cel je zapakiral in sem ga hotel, kot danes, da je bil narejen, jutri mami nest, žal je tisto noč je mama umrla. Tisto noč je mama zaspala, potem se je pa meni tudi prvič v življenju zgodba življenja ustavila in takrat sem se prvikrat soočil tudi z boleznijo, katera mi še danes ne da gmaha. Ampak takrat sem se potem, ko sem odšel od Begunje, sem se začel zdraviti in sem tudi se pozdravil. Trajal je skoraj 10 let, ko sem pač bil na tabletah še skozi in v lanskem letu sem se že dobro počutil, povedal bom tako, kot je. In se tudi prekinil s tableti, z antidepresivi. In poletje je pa začela kalvarija, torej pri meni so velika nihanja, torej moči mi ne zmanjka, idej mi ne zmanjka. V marcu sem ogromen, mislim, da je bilo okrog 30 nastopov naredil, torej zelo hiperaktiven. Novo ploščo že pripravljal vse te stvari in poletje je začel moj sistem sesuvati. Po domače povedano sem se prekuril in jesen sem odšel zopet nazaj v Begunje. In hvala, še enkrat bom rekel, hvala doktorjem, doktor Prnetu, pa moji zdravnici gor, doktor Meliti Pretnarjevi, katera se je zavzela zame, tudi zdaj hodim k njej, da si dušo lajšam in da se bom probal nazaj pozdraviti, da bom probal nazaj funkcionirati. Vesel sem, da je tok, Tanja, skoraj 4 mesece nisem skoraj noč spal, da je že skoraj en mesec, spim tudi brez pospovalnih tablet. Tako da sem vesel, delal sem za Brenzel, nočem več pretiravati v nastopah in koncertih, torej sem zmanjšal stvari. No in skozi to priliko bi dale, če bi lahko izkoristil to, sem naredil eno pesem, katero bom dale zapel za vas. Naslov te pesmi je Moje življenje je v tvojih rokah. Poklonil bi jo pa svoji soprogi, katera me tudi zdaj pri hudi bolezni zopet ni zapustila, bedela je nad mano, mi pomagala in me spravila nazaj, da sem se postavil na noge. In mrskašemu moškemu bi dal nauk, mrskašemu fantu, naj bo obziren, naj bo prijazen, naj bo ustrežljiv do svojega dekleta ali kakšnemu možu do svoje žene. Včasih smo preveč vzkipljivi, pregrobo odreagiramo, tudi užalimo. Jaz govorim, da je v svojem imenu. In zato sem jaz naredil to pesem, pa ne zato, ker dale prihaja ta marc, ki je poln nekje, opevan v tem prazniku, o spoštovanju do njih, premalkrat smo spoštljivi do njih. In to je narobe. Zavedajmo se, da skozi bedijo nad nami in skrbijo za nas v vseh pogledih, no in zato sem tole pesem ne poklanjam samo svoji ženi v opravičilo, če sem daj kaj narobe naredil, ampak ki bom zapel za zahvalo, ki bedi nad mano, ki mi pomaga, ki me drži, da še naprej peljem ta voz življenja. In mrskašemo tudi, bom rekel, moškemu, bom morda s tole pesmijo dale malo odprl oči, da jo bolj prijazen in se tudi daj upravičil svojim dekletom, ženam ali mamam. Tako Stane, čas je, da zapoješ v živo za vse veseljake in veseljakinje. Hvala lepa. Ko se prebujam, te gledam skrivaj,
Mnogo zamujam, ne morem nazaj. Ti si mi dala ljubezen in moč, vedno si z mano, zmeraj pomoč. Bil sem osamljen, preklit in zgubljen, duši omamljen, srcu ledin. Ti pokazala si pot do ljudi, zdaj se zavidam, brez tebe meni. Moje življenje je v tvojih rokah, ti si moj angel, moj up in moj strah. Moje življenje je trnje in mah, kmalu se sujem, posveti se prah. Žal mi je dnevov, ko šel sem drugam. Žal mi je tednov, ko romal sem sam. Ti si mi dala otroke in vse, skupaj spoznala sva sreče objem. Čuvajva srečo, saj Božji je dar. Najino zvezdo, ki zre na oltar. Prosimo prosti, če žalil sem te, vse je minljivo, a ljubim te še. Moje življenje je v tvojih rokah, ti si moj angel, moj up in moj strah. Moje življenje je trnje in mah, kmalu se sujem, posveti se prah. Moje življenje je trnje in mah, kmalu se sujem, posveti se prah. Ja, bravo, hvala Stanetu Vidmarju, ki je zapel v živo. Zdaj pa mislim, da je čas za oglase. Če se ne motim, po oglasih pa smo že nazaj. Stane bo povedal še marsikaj zanimivega in zapel še eno pesem. Glasbena skrinjica. Glasbena skrinjica danes še vedno na pikniku. Na piknik pa smo povabili glasbenika Staneta Vidmarja, ki je za vas, drage veseljakinje oziroma veseljaki, prinesel zgoščenko Pijan od ljubezni, oziroma kot reče Stane Vidmar, knjigo izpovedi. Če si želite, da bo vaša, čim prej pošljite SMS sporočilo VES Presledek TV in željeni videospot na številko 3737. Stane, vidim, da imaš rad živali, da se igraš z našim današnjim muckom, mojim sovoditeljem. Ja, to mi pa doma imamo tačko. To je žena dobila v gozdu, ki je eden zelo
pozitiven Slovenček pusto, ker so krasni ti Janezi ali Janeska in jo je odvrgal to je toliko hvaležen mucek. Mi smo odprej tudi Višavskega terjerja, ampak je revež 15 let je bil star in je umrl. No in da gre tako žena, ki gre na sprehod iz hiše, popoldne grejo vse. Tam naš mucek, pa sosedov, Snežko, pa še en tigres, vse trije grejo dej na sprehod v gozd. Odlično, Stane. In ti se med pogovorom igraš z muco, Stane, kot je rekel, večni otrok, kot je prav. Včasih sem se igral z drugačnim mucama, veš. Tiste so nevarne, tiste so toliko nevarne, da je groza. Tiste davke še danes plačujem, veš. Tiste so zelo nevarne. Si prvič prišel k meni v studio Radia Veseljak, a lahko na glas povem, kaj si rekel? Kar povej. Si rekel, veš, Tanja, jaz imam kakšen koncert, nastop, ampak potem grem pa na potovanje, pa spet koncerte, spet na potovanje, tako da jaz ne bom nič sabo odnesel in tisti, ki zdaj poslušajo, ki mislijo, da bodo kaj pojerbali po meni, ne bo nič ostalo. To je pa čist res in se zelo vesel, se to zapomnila. Torej, če te kakšno verbšno za mano, ki bo jaz se poslal iz tega sveta iskal, ne bo nič ostalo, za mnoj bojo ostale plošče, izpovedi v tej glasbeni obliki, to, kar sva danes tudi malo predstavljala. Drugače pa jaz maksimalno poskrbim, da vse zapravim, ker še nikoli nisem videl, da bi kakšna truga imela kakšne žepe ali kakšna žara, tudi kakšne žepe. Tako da bomo tisto, kar je kle, bomo to kle nekje okusili, ostalo bo pa šlo, bomo opustili tukaj vse. Zdaj je čas, da poveva, kje te lahko naši gledalci in gledalke vidijo v živo. Morava omeniti koncert, ki se bo zgodil pred dnevom žena 2. marca, to je sobota v Kulturnem domu v Radomljah. Ta koncert pa bova povezovali Viktorija Petek in pa moja malenkost. Tanči. Tako je in takrat bomo še moji prijatelji, bojo tam, a bo to ura, smo rekli? V 7. V 7, torej bojo pa domačini, bojo Polanškovi fantje, to so krasni muskontarji, tako je. Potem bojo zelo priljubljeni, da je na vseh zadevah že ne par let, torej so Gadi, potem bo tudi Viktorija, naša prijateljica bo nekaj zapela, no pa še mene ste v goste povabili. Pa še Korado, ki si ga že prej omenil. Pa Korado bo prišel tudi z eno zelo nagajivo pesmijo, kaj ti za eno sabo? Lulat ga tišči. Ja, se njega skozi, tudi se je, malo ga hurza je, bava. Poleg tega pa bo za humor skrbela pišečka Mica. Jaz in Viktorija pa obljubljava, da bo zabavno, da bo lušno. Pred dnevom žena, dragi moški, povabite svoje dame. Dame lahko se povabite kar same, no naj poveva, da vstopnice pa bodo dobili tudi uro pred koncertom ali pa v Tuš trgovini v Radomljah. Stane, že veš, kaj boš pripravil? A za nastop ne bom... Nekaj bomo danes slišali z tega, drugače pa mislim, da bom kar nekaj novega, ker, kot sem prej povedal, knjigo sem skoraj končal, torej 8. knjigo mojih izpovedi. Z naslov bom dal Rože za mamo. Kaj pomeni skoraj končal? Zato, ker mi je bolezen lanski to ustavila, ker sem mogel gas vzeti, torej vajeti, spustiti, ker... Pozabil sem, da sem že 57 let star, jaz sem še zmeraj mislil, da sem 20 let star in da sem neuničljiv na nastopih, vseh mojih hobijah, vseh stvareh, ampak prekuril sem se, zato sem, da je tudi zaradi pedijo doktori nad mano, sem mogel nazaj res žlajv potegniti, da sem se umiril in bom raje počasi izdal to novo knjigo jeseni. Kakšno pesem bomo pa že zdaj tudi nekaj predstavil, tako da bomo dal pokušino. No in tako lahko v tvoji vdaji, nocoj, Tanči, povem, da naslov bo Rože za mamo. V tej knjigi bo pa gotovo 10 ali 11 izpovedi gor, novih. Mamo pa si jezil tudi z dekleti. Tudi to si mi že povedal, da te ena čakala za vogalom, druga je trkala na vrata, tretja spet nekje druge in uboga mama ni vedela, kako se zgovarjati. Mama me je zmeraj zagovarjala in zakaj sem jaz že takrat smo zmagali na slovenski popevki, jaz sem že takrat pel Ljubim tri dečve. Aha. Vidiš? In še od takrat, vidiš, davki laufejo in moramo stvari šlihtati, ampak lej, tako je. Nobeden se ne izogne tem zadevam, tudi jaz ne. Ampak lej, kar je bilo, tega ne morem več popraviti. Bilo je tako lepo, da res, moram reči, da sem imel krasno pestro mladost.
Davke pa tako, ko vsak svoje, tudi jaz jih moram plačati in se tega nič ne sramujem, ampak vesel sem, da sem marsikaj doživel in da sem imel zelo bogato mladost in zelo, bom rekel, vsta življenje, čeprav je to tako, a ne, z nobeno stvar ti ima pravic povedal, mi ni žal, ne, zaradi tega. Ker koliko najinih prijateljev, tudi z glasbenih odrov, jih že ni. Kako smrt hiter pokositi, koliko smo posneli s vašo ekipo Črno tančico, kako je to hiter, da more žena, dekle, črno tančico čez obraz spustiti, ker nič ne zbira. Pač življenje je tak. In jaz zmeraj pravim, da objavimo vsako jutro z velikimi rokami, ker nikoli ne vemo, če ni zadnje. Ne? Tako je v življenju. Pač jaz, ko gledam na te stvari in se veselim vsakega jutra, ker nov dan je, čeprav me tale vreme malo nekaj pobija, ampak hvala Bogu, da je žena bolj pozitivna. Pa nosi žive barve, zagotovo te tudi to spravi v ja, zato sem pa danes to godil, pa ti v belem, lepo, tako da sem mečkan energije tudi dala. In Matlej, ona se dale pripravlja že na spanje, vidiš? Kako je ime? Tega mi pa niso zaupali, samo Muc. Muc, torej ta je hišni zdaj tukaj. Hišni Muc, veseljakov Muc. No, veseljakov Zunaj imamo Muc. pa psička, zato ker se nekako ne razume ta kuža in Muca. Zoki je. No, Zoki, lejte, kako se lepo umiva. O, Marija, kaj pa je zdaj Zoki? Zoki, kaj pa je bilo, da je to? Zoki se ne pusti motiti. Stane Vidmar, kaj boš zapel za konec? No, zdaj bomo pa še povedal tole izpoved. Naslov te moje nove knjige bo Rože za mamo. Da ti bova povedal tisto zgodbo, ki si mene dale lepo opisala, kakšen je bil moj način življenja. Ko sem prihajal domov, ko mi je denarja zmanjkalo, pa ki bo treba garderobo zamenjati, sem prišel pred hišo in sem rekel, Marija, mama, spet slabe vole. Ko me je zagledala, so je solze pretekle, ampak je po stran vesela, da sem spet dan prišel. No in potem sem pa sklenil, bom šel v Kranj, pa bom kupil pušilc, pa jih bom prinesel, da sem malo upravičil za svoja nespametna dejanja, ponočevanja, ki mi ni bilo po cele mesece domov. Odšel sem v Kranj, ampak tanči zgodba bila ista. Grlce, take ali drugačne, viskija, cele galone in sem pozabil na rože, na mamo. Čez kakšen teden, čez 14 dni, ki je denarja zmanjkalo. Včasih sem kar garderobo, jih sploh nisem damnič hodil, sem kar v Globusu trgovino hodil, pa sem kar tam srajce kupil, pa spodaj peril, pa smo zamenjali, pa smo naprej ga srali. To so bili lepi časi, res. Lep obdobje je bil, no, ampak sem šel v Kranj, pa je bila spet ista zgodba. Viski in pa nežne duše, metuljčki, ki je denarja zmanjkal čez par dni, čez en teden, pa sem pa že mogel damjati in ko sem pred hišo prišel, sem se pa spomnil, zakaj sem šel v Kranj, s kakšnim namenom. Da bom kupil mam pušec, pa jih bom prinesel tako kot dober sin. Ostal sem brez denarja, smrdil sem po pijač, po domače povedan. In nisem obrazil, da do mame šel, ampak znajdel sem se spet po svoje. Doma pred hišo je bil takole gank, to je balkon, in takole je bila lojtra obešena gor in sem vzel tisto lojtro, splezal sem gor na gank in sem potrgal njene najlepše nageljne. Naredil z tistih njenih nageljnov, take zelene korita imela pa nageljne not in sem naredil pušilc. In sem šel dosti po lojtro, dosti pušilcem in sem šel v kuhno k mami in sem ga ji dal. In ki je mama videla, vsej ko tako je videla, da so to od njene nageljni, je spet jokala, ampak jokala je od sreče, da je videla, da je sin prišel dam, da je cel, čeprav je čist matran bil, pa ves na glavo. Pa jokala je tudi gotovo tega, koliko sem bil pregnan, da sem njene nageljne potrgal. No in z te zgodbe, to zgodbo sem jaz zaupal piscu besedil, on da je v glavnem tudi skrbi za pisanje teh mojih izpovedi. In on je poročil to mojo zgodbo z eno lepo vižo, to je gospod Ivan Sivc. In se mi zdi, da bo ta kar tista naslovna, katero bom jaz jesen prenesel med vas. Danes jo bom pa tudi z veseljem v tvoji vdaji zapel, če boš dovolila. Z veseljem, Stane.
Sam še prej, če dovoliš, bi pa za razmislek vsakmo bi pa povedal ta tekst, če lahko. Pred domačo hišo zmeraj mi korak zamre, zaprta vsa so vrata polknice, na balkonu so cveteli rdeči nageljni kot kri, a zdaj nikjer nobenih rož več ni. Ko odšla je draga mati v svoj prerani grob, na hitro sem odrasel kot otrok. Domov se več ne vračam, rože tamreč ne cveto, umrlo vse je hkrati z njo. Rad pred mamo bi pokleknil, dal vsaj droben cvet, kako preslabo sem razumel ves ta svet. Večkrat se skrivaj sprašujem, pa čeprav sem zdaj že mož, zakaj nisem dal vsaj šopek rož. Posta pa še 2 refrena. Rože, rože za mamo, angeli naj jih poneso, vsak cvet naj tiho ji pove, njena ljubezen večna bo do zadnjega dne. Pa z otroki zapojem skupaj, modulacija je. Rože, rože za mamo, angeli naj jih poneso, mamam iz celega sveta, poklonimo vsaj šopek rož iz srca, da žal nam ne bo. Stane, hvala za obisk v studiu. Jaz sem zelo vesela, da si prišel, pa naj še enkrat povabiva vse tiste, ki si te želijo videti v živo na koncert, ki bo 2. marca v Kulturnem domu v Radomljah. Tako da, Stane, čas je za glasbo. Ja, no jaz bi pa še zdaj tole povedal. Vesel sem povabila, vesel sem, da sem lahko začel počasi predstavljati to mojo novo knjigo in vesel sem tudi, da se drugega vidimo na tej prireditvi v Radomljah še z našimi glasbenimi gosti. Potem bo pa še kar nekaj koncertov v marcu še, ampak ne to lansko leto, ker ne bom dovolil še enkrat, da bom preteral, preveč vzel stvari, ker raj grem na kakšne manjša ta presenečenja, kjer lepo ljudem, tisti, ki je slavljenec, zvem njegovo življenjsko zgodbo in potem njegovo življenjsko zgodbo peljem skozi moje pesmi in tudi zmeraj poklonam slavljencu ali slavljenki to mojo knjigo. No, danes bo poklonila nekomu tale srček, Pijan od ljubezni, tisti, ki bo pač žreben po oddaji. No in z veseljem bo dale zapel še to pesem in vas vse tudi ljudno vabim 2. marca v Radomlje na ta srečanje naš glasbenih duš ob 19. uri. Prišli bojo Gadje, bratje Poljanšek, naša Viktorija, potem bo Korado. Jaz, pa Korado bo prišel in mislim, da bo en lep večer. Za vse tiste, ki pa v bližini, pa mislim, da sem 23. pa tudi v marcu sem pa v Lukovici, tam imam pa samostojen koncert. No, pa dokrat je še delač. Dobro upam, da se bomo videli tukaj v Radomljah. No in pa res hvala še enkrat za povabilo in pa za vse mame, ne morem brez mam in večkrat me vprašajo, zakaj tako rad poješ v teh dvoranah, pa da pridejo not, ki je toliko mam, pa vse pa zmeraj pravim, v vsaki mami vidim del svoje mame. Vse mame skupaj so pa moja mama, pokojna, katera še zmeraj bedi nad mano. In zato ji bom danes posvetil to izpoved in to pesem z naslovom Rože za mamo. Pred domačo hišo zmeraj mi korak zamre, zaprta vsa so vrata polknice, na balkonu so cveteli rdeči nageljni kot kri, a zdaj nikjer nobenih rož več ni. Ko odšla je draga mama svoj prerani grob, na hitro sem odrasel kot otrok, a domov se več ne vračam, rože tam več ne cveto,
čez noč umrlo vse je hkrati z njo. Rože, rože za mamo, angeli naj jih poneso, vsak cvet naj tiho ji povi, njena ljubezen večna bo do zadnjega dne. Rože, rože za mamo, angeli naj jih poneso, vsak cvet naj tiho ji povi, njena ljubezen večna bo do zadnjega dne. Rad pred mamo bi pokliknil, da vsaj droben cvit. Preslabo sem razumel, ves ta svet. Večkrat se skrivaj sprašujem, pa čeprav sem zdaj že mož, zakaj ji nisem dal vsaj šopek rož. Rože, rože za mamo, angeli naj jih poneso, vsak cvet naj tiho ji povi, njena ljubezen večna bo do zadnjega dne. Rože, rože za mamo, angeli naj jih poneso, mama mi celega sveta, dolžni smo šopek iz srca, da žal nam ne bo. Mama mi celega sveta, dolžni smo šopek iz srca, da žal nam ne bo. Bravo, Stane Vidmar, ki je zapel iz srca. Drage gledalke in gledalci, upam, da ste pozorno poslušali besedilo in da boste svoji mami, dokler ni prepozno, prinesli tudi šopek rož. Mi gremo naprej z današnjo oddajo Glasbena skrinjica. Preko Facebooka se je oglasila Janca, pa tudi mnogi drugi, ki ste si zaželeli Vedrana Franca Husarja, Prekmurca in njegov videospot Moj rojstni kraj. Dobili smo SMS poročilo, željo po pesmi ansambla Toneta Rusa. Vidite, Emilija iz Prekmurja si je zaželela tudi besedilo, ki veliko pove, čas bi zavrtel nazaj. Ampak Stane Vidmar pravi, storite, kar si želite, dokler ni prepozno. Stane, tebi hvala lepa za obisk v studiu, mi pa gremo naprej z glasbo. Se še spomniš? Ja, se. Takrat, ko še nismo zaklepali hišnih vrat, ko je sosed bil več kot brat in med nami ni bilo ograj. Takrat je bil prelep moj rojstni kraj, ko ulična svetilka še ni svetila, prenekatera ljubezen se je zgodila in za nas je bil to pravi raj. Takrat je bil prelep moj rojstni kraj.
bi dal, kaj bi dal, da še enkrat bi zaspal na travniku med rožami, gledal nebo in sanjal. Sosedova češnja nas je zmeraj vabila, tudi hruška se nas ni branila. Spomnim se 2 metra nazaj, takrat je bil prelep moj rojstni kraj. S potoka so nas ribe glasno klicale, od veselja so na breg skakale. Mi smo jih pridno vračali nazaj, takrat je bil prelep moj rojstni kraj. Kaj bi dal, kaj bi dal, da še enkrat bi zaspal na travniku med rožami, gledal nebo in sanjal. Ko lepa nevesta je od doma šla, cela vas jo je pospremila. Pri vaškem križu se je ozrla nazaj, skrila je v srce svoj rojstni kraj. Ko bi se lahko samo še enkrat dotaknil njenih las, nežno jo objel, pobožal ji obraz, poljubil jo nekje na skrivaj. Takrat bi bil spet lep moj rojstni kraj. Kaj bi dal, kaj bi dal, da še enkrat bi zaspal na travniku med rožami, gledal nebo in sanjal. Zdaj čarobno lep moj rojstni kraj, a kot tedaj je tudi zdaj čarobno lep moj rojstni kraj. Spomnim se otroških srečnih dni, zima mi spomine mnoge obudi. Gledam duhu tisti lepi zimski čas, ko povsod drugače je bilo pri nas. Krušna peč nas vedno grela je toplo, skozi okna se je videlo slabo. Saj ledene rože so krasile jih, v hiši stari bil je pravlični navdih. Vse bi dal, da čas lahko bi zavrtil nazaj, da pokazal mladim bi takratni zimski raj. Ni bilo bogatstva
bogatstva, izobilja tudi ne. Pa otroci zdravi, srečni smo bili nadvse. Kadar spomnim se otroških srečnih dni, zima mi spomine mnoge obudi. Sankališče je postala cela vas, smeh otroški se razligal je na glas. Ko zvečer na vasi je zastal korak, luna je svetila, milo v tihi mrak. Zdaj pri srcu mi je včasih kar hudo, da tako kot takrat nikdar več ne bo. Vse bi dal, da čas lahko bi zavrtil nazaj, da pokazal mladim bi takratni zimski raj. Ni bilo bogatstva, izobilja tudi ne, pa otroci zdravi, srečni smo bili nadvse. Izobilja tudi ne, pa otroci zdravi, srečni smo bili nadvse. Pa otroci zdravi, srečni smo bili nadvse.